The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, tako kot smo pričakovali, dobrodošli nazaj še enem kolesarskem čveku, tako kot smo pričakovali, danes res ena nora etapa, tudi dobro se je pokazalo, kdo je najmočnejši v pelotonu, pa vsaj med favoriti, pa komu mogoče mal fali te energije oziroma moči, tako da gremo kar začeti, kva se je kaj dogajalo, oziroma kaj sem opazil, kaj sem gledal. Roglič z izjemo mogoče enih 2 sektorjev je bil vedno slabo postavljen, Vlasov se je v bistvu še razbil, tako da vprašanje, kako se bo zdaj počutil v tem tednu, ko zdaj pride, oziroma kar do konca tura, ki je izgledal kar dost podrajsan. Tam 130 km do konca je bil Roglič že 30-40 sekund zadaj, ko so bili vsi favoriti spredi, in tam sem že tako bil, ne spet. Na srečo niso spredi to gonili, se je danes videli, da so hoteli samo čez te makadamske sektorje odpeljati vsi spredi, in pol pač logično tudi brzina naraste, tako da to. Lovil je Roglič, na koncu je še celo sam mogel priključiti tam 16 km, to je bilo po 2 gravel sekcijah. Pa tam 80 km do konca je pa Wout začel navijati, in tam se je prav videl, da se v zavetrju, da se vsi matrajo. In danes etapa, če bi imeli jutri še kaj, bi bilo kar težko, mislim, da vsem. Pol je še, v bistvu so se skozi napadi, so si kar sledili, tako da je praktično od tega, da je Pogačar napadal kar doskrat. Nažalost je mogoče mal prehmalo začel s temi prvimi napadi, oziroma so ga drugi še nekako vedno ga pokrili. Evenepoel, ki se je pa videl, da bi z njemu lahko, da je bil pripravljen tudi pomagati, pa nikoli ni bil ta prvi, ki bi lahko šla. Tako da vedno, ki se bo Vizme zraven priključili, je pa niso bili pripravljeni pomagati, zato ker Jonasu ni da zdaj v prvem tednu že prav, da je v neki fenomenalni formi, oziroma je v dobri formi, ampak izgleda ga šparajo, da bo v zadnjem tednu oziroma konc naslednjega tedna, ko bomo šli zdaj še čez, je kar par norih etap, tako da po moje ga pripravljajo, da bo tam v najboljši možni formi, tako da jaz mislim, da formo še lovi in bo kar hudič to. Verjamem, da vas je kar dosti malo jeznih danes, kako so se vozili, saj tako sem dobil že vtis zdajle od Petre. Vedno mi je fajn iti po etapi, kaj za pokomentirati. Najprej v Velota pogledati, kaj si mislimo. Jaz mislim, da je Visma Lease, da so vozili danes fenomenalno. Na papirju so imeli daleč najboljšo ekipo, vsaj kar se tiče da pokrijejo oziroma da pomagajo Vingegaardu. To se mislim, da danes vsaj zadnjih 100 km se je kar lepo kazalo. Mohoriču žal ni nič uspel, se ni počutil dober, mogoče ta prvi napad, ki so šli, ki so se odlepili, je zamudil in polja ni mogel več priključiti. Tako da zdaj čestitke Turžisu, ki je zmagal na NV kolesu, NV Feldnah, tako da to je tudi en bike, ki upam, da mi ga bo ratal v prihodnosti testirati, tako da Factory Store, če imate kakšnega, ki lahko posodite, z veseljem sprejmem. To, kar se tiče današnje etape, pol pa
se mi zdi, da sem si zapisal še za naprej. Evo, najprej v torek vse kaže, da bo bolj kot ne ravninska etapa, tako da bo spet šprinterji, mogoče ubežniki, kaj na ta princip. Težko verjamem, da bojo favoriti za skupno zmago v torek da se bo kaj pomešali. Edino, če bo kaj vetra, to pa niti ne vem, po temu, kar piše na Le Tour strani, ni jasno. Ampak zdaj, kar se tiče klancev, je v bistvu 5 kategoriziranih klancev, tako da tale mojster Abrahamson, mislim, da sem prav povedal, bo šel najbrž v beg. Zdaj 3 klance pred koncem se pravi, ta prvi se začne 5,4 km, 8,1%, pa je še 31 km do konca, ko se zaključi. Pol je 4,4 km, 7,9% in ta zadnji je 3,3, 5,8%. Tako da tukaj, če misli kdo od favoritov, najbrž spet mislim bolj Pogačarja. Če si jo že kaj zamislili, kle, načeloma spet se lahko začne navijati že tam 35 km do konca, 36 in pol, pri temu predzadnjemu, ki je 4,4 km dolg, če bo skočil na spustu in pol sam še zadnji klanc. Tako da jaz mislim, da bo tukaj zna biti zadnjih 40 km zelo, zelo zanimivih, se pravi, to je v sredo. Pol za vikend pa jaz upam, da bo dež, da bomo lahko v miru vsi gledali, ker sta 2 taki etapi, da bo kar noro. V soboto je klanc zadnji 10,6 km dolg, pa 7,9%, v nedeljo pa 15,8 km dolg, pa isto 7,9%. Tako da tukaj, kle se bo pa že po moje pokazali. Če bojo tukaj vsi skupaj prišli, bom jaz zelo presenečen. Jaz mislim, da bo eden imel slab dan, ker je etapa, nobena od teh 2 ni tako, da je samo en klanc, ampak delajo višincev noro. Tako da soboto, nedeljo, naslednji teden, s tem, da v sredo se zna tudi že kaj zgoditi, ampak sobota pa nedelja, če tam ne bo nekih vidnih, ko bi rekel, razlik med glavnimi 4, bi bil pa orang presenečen, ker etape sta pač nore, ampak se bomo več o temu mogoče v sredo. Zdaj pa od danes, kar je še tazga, da bi povedal, pri Pogačarju se je videl, da je najverjetneje bil videl se je, da je najmočnejši od favoritov, je pa žal zaradi tega pokuril tudi po moje največ energije. Zdaj upam, da se mu to ne bo poznalo, da ima regeneracijo itak noro in da to, kar je danes potrošil, da ga ne bo pol kaj tepel. Tako da to je to, drugi so dirkali vsi v redu. Najbolj sem jaz osebno mi spet kako Roglič dirkal danes, pa ta boj za pozicije se je videl, da ali v ekipi nima nobenega pravega, ali pa pač tudi on se mogoče ni znal najlepše postaviti. Tako da tukaj tudi on je porabil mogoče še celo več energije kakor Pogačar, ki je skakal, no. Tako da Evenepoel, on sicer tudi ni imel, mislim, da spredi nobenega, ampak še vedno v večini primerov ali pa v večjih primerih je bil lepš postavljen kakor pa Roglič, s tem, da Vingegaard pa mislim, da ni bil nikoli slabo postavljen. Tako da kar se tiče ekipe Visma-Leasa, so danes po moje 5-star plus naredili, vsaj viden je bilo tako in ne vem, malo me je strah, kva se bo zdaj začelo dogajati, tako da jaz upam, da bo ta naša 2 presenetila in da eden zmaga, en bo pa še na stopničkah. To je to. Če hočete podpirati kanal, spremljati še naprej, napišite v komentarje.
še tole. Petra pravi, da tako kot je Vizma Lisa danes dirkala, da ni ok in da so se zamerali celemu peletonu. Zdaj me zanima, kaj vi mislite, je to res? Lahko napišete dol v komentarje, ker me res mogoče zanima, kakšen je vaš mnenje, kako se dirka na letošnjem turu, česa vas, ne vem, vas kaj skrbi, kakorkoli. Pač napišite svoje mnenje do zdaj v turu, pa kaj pričakujete za naprej. Tako da hvala. Zdaj pa unika pa hočete podpirati kanal, pejte prvi link v opisu, annual subscription, 30 € pride, pa imate 5% popusta trenuten na čisto vse produkte na zalogi. Tako da to je to. Ja, hvala vsem, ki gledate, veliko pomeni. Če govorim neumnosti, mi pa tudi povejte v komentarjih spodaj. Nič, uspešen teden vsem želim, naredite čim več kilometrov, pa se vidimo. Čau. Let's ride.